Grad Medija s pripadajočimi objekti in kapelo je prav gotovo zelo pomemben zgodovinski spomenik slovenskega naroda. Gospod Razboršek, se vam zdi, da se prebivalci občine Zagorje dovolj zavedajo, kakšen kulturni spomenik imamo? Mislim, da se prebivalci Zagorja vedno bolj zavedajo, da imamo pomemben kulturni spomenik v naši občini, pa ne samo enega, več jih imamo, in da se to zanimanje za te stare objekte, ki imajo zgodovinsko vrednost, torej veča iz leta v leto. Smo v kapelici. Kaj lahko poveste o njej, kdaj je bila prenovljena? Torej, to kapelo je dal zgraditi Valvazorjev oče, Jernej Valvazor, in v tej kapeli so pokopani nekateri svojci Janeza Vajkarta Valvazorja, njegova prva žena, njegovi otroci, no in po nekaterih podatkih tudi on sam. Zgrajena je bila v 16. stoletju, doživljala je vse mogoče v tem svojem dolgem obdobju. Med drugim je, saj vemo, po drugi svetovni vojni popolnoma propadla. Zdaj je s pomočjo Republiškega ministrstva za kulturo in občine Zagorje obnovljena lupina kapele, medtem ko sama notranjost je še več ali manj prazna, ampak kljub temu je že zelo primerna za različne kulturne prireditve. Pred leti so se odvijale na tem kraju Valvazorjeve igre. Nam lahko poveste kaj več o tem, kakšne so bile te igre in zakaj jih ni več? Torej, tu smo organizirali več let tako imenovani Valvazorjev dan. Nekaj časa se je imenovalo tudi Andoht nagrado in tako naprej. In sicer so prve kulturno-turistične prireditve organizirali tukajšnji turistični delavci, turistično društvo. Potem pa so za nekaj časa te prireditve na dvorišču gradu prenehale, zamrle, in pred kakimi 10 leti je turistično društvo iz Lake ponovno obudilo Valvazorjev dan, in ta Valvazorjev dan je skušal v taki preprosti gledališki obliki prikazati drobni sek iz Valvazorjevega življenja. Scenarije za te prireditve sem pisal sam, in sicer sem več ali manj variiral isto temo, postavljal v različna obdobja Valvazorjevega življenja. Recimo v leto 1689, ko je izšla njegova slava vojvodine Kranjske, ali pa v čas, ko je bil Valvazor star 50 let, ko je bil proglašen za člana angleške kraljevske druščine in podobno. Torej, na eno tako domislico oziroma na en tak dogodek iz njegovega življenja sem potem skušal obesti različne take dogodke iz vsakdanjega življenja. Se vam zdi, da bi se mogli tudi v tem trenutku dogajati, v tem času, na tem gradu več prireditev? Mislim, da lokacija je imenitna in da je prostor zelo primeren za različne kulturne prireditve, vendar je nekako zmanjkalo organizatorjem volje, ker smo imeli tudi s prireditvami, ki so bile včasih težave, predvsem vremenske težave, ker se je pokazalo, da je to ena taka posebna lokacija, kjer zelo rado dežuje. Včasih se je zgodilo, da je povsod drugod bilo vedro, tukaj nas je pa dež pregnal sredi prireditve.
Torej, pri celi zadevi se moramo seveda zavedati, bolj kot smo se v preteklosti, da je ta prostor v privatni lasti in da moramo imeti do sedanjih lastnikov spoštljiv in korekten odnos, jih za vsako prireditev vprašati, ker glavni skrbniki za prostor morajo seveda biti lastniki. Zdaj je minil čas, ko je bilo vse naše in posebno takrat, ko smo to potrebovali, kadar pa je bilo potrebno kakšno popravilo, pa smo se sprenevedali in valili vso krivdo na lastnike. In kako ste si zamislili, v prihodnosti bi bilo možno spet obuditi Valvazorjeve igre in podobne prireditve na tem prostoru? Jaz mislim, da je vse mogoče, če so ljudje za to. Je pa potrebno, da ljudje malo pljunemo v roke in zavihamo rokave in kaj postorimo. Mislim, da če želimo obujati turizem v naši dolini, da bomo morali prej ali slej izrabiti tisto, kar imamo in ponuditi obiskovalcem naše doline tisto, kar je zanje vabljivo, privlačno, pa tudi kulturno-zgodovinsko pomembno in zanimivo. In Valvazor je taka osebnost, da bi lahko se oprli na njegovo bogato vsebino, ki nam jo je zapustil.